Medtem ko se mi kregamo o bedastih politikih, svet pretresa afera davčnih utaj. Firma Mossack Fonseca je za preprodajalce drog, športnike, kralje, predsednike, mafice in politike odpirala poštne nabiralnike v davčnih oazah. A preden se lotimo slovenske strani škandala, moramo razumeti, kaj se sploh dogaja. Recimo, da ves svoj denar spravljate v nogavico, a vaša žena redno preverja, koliko cekinov dodajete in jemljete. To vam seveda ni všeč, zato si kupite dodaten štumf in ga nesete kolegu Hermanu, saj njegova žena ni tako tečna in ne brska po tujih nogavicah. Kar pomeni, da po vaši ne bo stikala. Kaj kmalu zato slišijo tudi ostali prijatelji, zato tudi oni svoje nove štumfe nesejo k Hermanu. A glej ga zlomka, nekega dne Hermanova žena najde vse nogavice, tudi tisto, ki jo je mož uporabljal za masturbiranje. Seveda ponori in pokliče vse soproge iz soseske. In to je ta afera. Le da gre v resnici za bogataše, ki svoje milijone skrivajo v Panami. Kje skrivajo drg štumfe, pa nočemo vedeti. A je vse jasno? A je vse jasno? Poleg Putina, Mesija in arabskega kralja so se na seznamu znašli tudi Dejan Zavec, zakonca Login in steroidni diler Karner. Za slednjega je logično, da bo prav denar. Kaj boš rekel davčni? Ta milijon sem dobil od preprodaje substanc, tle imate dohodnino? A kaj? Bolj zanimiva so ostali. Recimo Mr. Sympathicus, Dejan Zavec, kralj slovenskih src in očitno utajevalec davkov. Kako to on komentira? Do pred mesec dni pravzaprav nisem vedel, da sem lastnik oziroma da sem odprl podjetje na Anglijskih otokih. Jaz Zavcu verjamem, da ne ve. Pri vseh batinah, ki jih je fasal na gobec, mu ni za zamer, če se tudi svojega imena ne spomne. Sploh pa kaj bo pa Dacan... Ne, resno, baje se mora sam sebe prefukati, da lahko zaspi. Sploh pa kaj bo Dacan naredil? Vsega Zavec zabije do nafte. No, poleg njega imamo še zakonca Login, ki sta zaslužila $800 milijonov za aplikacijo, v kateri čohate mačka. Ja, kar pomeni, da sta druga kriminalca z mačko po Bondovem Blofeldu. Pa, da se pišeš Login in narediš aplikacijo. Kaj bi se pisal Rob in bil predsednik vlade. A ja, čakaj. No, tudi ona dva pravita, da nimate nič s tem. Tudi to je možno. Ja, pa kaj pa maček Tom? Te aplikacije so že tako napredne, da verjetno vsak maček zdaj v tej aplikaciji sam odpira firme po Srednji Ameriki. Počohaš mačka, za ušesem pa ti upere denar. Ampak dajmo se zresniti. Vedno rečemo, wow, bogataš ne plačuje davkov, pa kaj. Ti davki bi lahko zgradili ceste ali pa popravili bolnišnice. Medtem pa vi plačujete davke kot črnci. Mogoče Zavec ni kriv, a med nami so tudi mnogi biznismeni in politiki, ki imajo račune v Švici ali pa na Cipru. Islandski premier je odstopil v par dneh. Pri nas pa ne bi, tudi če bi ga dobili, kako naroča jobce rdeče na davkoplačevalski denar. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.